drage gledalke in gledalci, vsi tisti, ki vas zanima filozofija, se boste kak malo lahko v Mariboru udeležili tečajev filozofije. Kaj pravzaprav to pomeni, o čem se bodo govorili, pa nam bo povedal Andrej Praček iz Nove Akropole. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Pa dajmo najprej povedati, kaj pravzaprav je filozofija. Filozof ni tisti, ki kar tako nekaj govori, kaj ne? Ja, filozof se mora znati izraziti, predvsem pa je tisti, ki išče modrost. Filozofija je iskanje modrosti, filozofos, ljubezen do modrosti in teži k temu, da bi razumel določene pojme, da bi razumel zakonitosti narave, da bi razumel, kako funkcionira posameznik, kako funkcionira družba, da bi se lahko v končni fazi s temi zakonitostmi uskladil, da bi lahko pravilno in uspešno živel. Torej, ni samo tisti, ki razmišlja in razpravlja, je predvsem tisti, ki poskuša razumeti, da bi zadeve spravil v življenje. In takšen filozof verjetno lahko postane vsaj v osnovi marsikdo, ne? Hkrati pa je filozofija sama uporabna verjetno tudi kje drugje, ne samo za pogovore. Filozofija je po moje življenjska disciplina. Zelo široka in aplikativna na vseh področjih življenja in predvsem na ključnih področjih življenja, ker človeku pomaga, da najde svoje mesto v družbi, da razvije svoje potenciale in tak človek se lahko ujame povsod. Kdo je filozof? Ne govorimo o modrecu, govorimo o filozofu, govorimo o tistemu, ki išče modrost, o tistemu, ki hoče biti boljši. In to ne samo, da je lahko vsak. Vsak je, vsak, ki v svojem latentnem stanju hoče biti boljši in se sprašuje o tem, kaj naj počne v življenju, kako naj razvije potenciale, ki spijo v njem, kako naj uspe, ko se začne spraševati, kaj je uspeh, ko začne iskati, kaj so trajni uspehi, ker mi vemo, mi smo v enem svetu, ki drvi, je hiter, stvari se hitro spreminjajo in prav v zadnjem času nam postaja vse bolj jasno, da so stvari negotove, ni ne socialne, ne ekonomske varnosti, ne vemo, če bo jutri vojna, velika negotovost. Ampak mi pa iščemo gotovost, mi iščemo stvari, ki so trajne, ki so stabilne. In v končni fazi pridemo do tistega stoičnega pogleda, da ne smemo se oprijeti za stvari, ki niso odvisne od nas in se ukvarjati s stvarmi, ki so odvisne od nas. In iskati, ko vidimo, da se rušijo sistemi, ko so določene stvari, za katere ne vemo, ali bomo uspeli obdržati, na vse zadnje, ni odvisno od nas, da se začnemo spraševati, kaj pa je to, kar je stabilno, kaj pa je tisto, kar moram graditi, da vrednote vzpostavim take, stabilne, ker človek rabi stabilnost. In ko imaš jasne vrednote, jasne cilje, potem tja usmeri svoje misli, svoje čustva, svoje dejanja. In filozofija je tista, ki nam pomaga razumeti, poiskati in se pravilno usmeriti. In ne samo to, tudi nam pomaga hoditi po tej poti. Če nimamo te čvrstosti, potem nas razmetava, ko listje v vetru in smo negotovi in ne vemo, kaj bi s sabo. In prav o tem boste govorili tudi na tečajih filozofije. Kdaj bodo, kje bodo? Naslednji tečaj, ki ga odpiramo, je v sredo, 12. oktobra ob 20. uri na Tirševi 7 v naših prostorih. Tečaj bo nekje trajal, gre za 9 srečanj, različne teme, srečali se bomo z različnimi filozofskimi doktrinami, pogledi, z zapuščino modrecov. Predvsem smo izbrali teme tistih, ki so spremenili svoj čas, ki na boljše, jasno. In ene stvari so starejše, ene so sodobnejše, ampak v ključni fazi se človek ni spreminjal. Ves čas k istemu stremi, iste ima strahove, iste ima želje, iste dvome. In vsi, ki so nekako prehodili določeno pot, potrdili svoje izročilo, so lahko nam koristni. Torej, potekalo bo kot delavnica, kot predavanje ali mogoče v mešani obliki? Pretežno bodo to predavanja. In predavanja v smislu soočanja ne z informacijami, ampak z določenimi pogledi, z določenimi idejami.
pri čemer imajo tečajniki možnost, da se s tem seznanijo, sami opredelijo, zato ker ni stvar, da se ene stvari prevzame, ampak da se v njih razmisli. Škoda je, če ljudje nimamo na razpolago vseh dobrih izkušenj, videti, kaj vse imamo kot dediščina človeštva, kaj vse premoremo, dobre, slabe izkušnje in potem imamo možnost izbrati tisto, kar je z nas najboljše. Torej, bodo predavanja, vmes so pogovori, sproščeni, jasno, to je bistveno. Morda bomo imeli tudi določene delavnice v smislu, v manjšem obsegu, da se pokaže, da tisto, o čemer govorimo in kar se nanaša na človeka, na notranjo preobrazbo in neko usmeritev k temu, da postaneš boljši, da ni tako enostavno, da mogoče malo bolj plastično ozavestimo, zakaj gre. Koliko tečajnikov pa pričakujete tako na nekem seminarju? Koliko je tisto število, da vi lahko podate svoje znanje, hkrati pa seveda, da ga oni lahko tudi usvojijo? Zanimivo vprašanje. Ne sme biti preveliko, ker če ne se izgubi osebni stik. Če je premalo število, se mogoče tečajniki ne počutijo najboljše, bi to izpadle bolj inštrukcije. Nekje med 10 in 15 se mi zdi, da je idealna številka, 6 je tudi odlična številka, 20 je že, vsaj osebno kot predavatelj, težje ustvarjam stik z vsakim posameznikom, z vsakim posvetim, to je malo težje. Povejte, kaj lahko potem tečajniki, ki opravijo ta tečaj, naredijo z usvojenim znanjem? Je zdaj to tisto za samo družabno življenje, kot ste rekli, po eni strani, ali za razmišljanje, ali tudi za nekakšno osebnostno rast, kot ste pač prej omenili, da se človek navadi na to ločiti mogoče, s čim se naj ukvarja v svojem bistvu, s čim pa ne? Ja, prav temu je namenjen tečaj, da bi postali lahko boljši, da bi lahko bili bolj uspešni, da vidimo, kje so naši potenciali, kje so naši zaviralci in jasno, boljši človek tudi prispeva k boljšemu svetu. Temu je namenjeno in to je odvisno od vsakega posameznika. Zadeva je zelo praktična, če jo mi jemljemo kot praktično. Filozofija mora biti praktična. To pomeni, da ko se srečamo z določenimi idejami in ko se mogoče navdušimo nad določenimi, jih moramo spraviti v življenje. To je na nas. In ko mi skušamo ene stvari živeti, šele takrat vidimo razsežnost in težo in spremembo, ki zahteva to od nas. In ko poskušamo to spremembo tudi v življenje vnesti, se začnejo šele ta prava vprašanja, se začne naša pot in tudi tu rabimo pomoč. In tudi o tem bomo govorili, kako nam filozofija in izkušnje, ki jih imamo kot človeštvo, pomaga na tej poti, v teh dvomih, v tem, ko se moramo soočati, boriti sami seboj praktično. Ta notranji boj je izredno pomemben, ker so določeni elementi v nas, mi veliko vemo, kaj bi morali. In so določeni zaviralci v nas, in lenoba, pasivnost, določene strasti, ki včasih so v redu, v drugih trenutkih nas bremzajo, kočijo in ustvarjajo kaos, da bi znali narediti harmonijo vsega tega, kar je v nas. Torej, na to vprašanje, čemu je namenjeno? Nam je namenjeno in naši družbi je namenjeno, ker to je naloga filozofije, da izboljša svet in posameznika. Takole na kratko še povejte, se je treba prijaviti, do kdaj se je prijaviti treba in kam? Prijave sprejemamo na naši spletni strani, na našem elektronskem naslovu, vse podatki se tam dobijo. Čim prej je treba se prijaviti, zdaj imamo že nekaj prijav izpolnjenih, in jasno, pohiteti je treba, to je že naslednji teden in smo že pripravljeni za akcijo. Tako, najlepša hvala za vse informacije in seveda za najavo tečajev. Hvala vam.